Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dragi cenjeni gostje, spoštovana podžupanja občine Ormož, gospa Irena Murat, dragi vinogradnice, spoštovani vinogradniki, lepo pozdravljeni na slovesnosti, na kateri bomo podelili medalje in pa seveda najvišje priznanja 43. praznika vina v Podgorcih. Letošnji 43. praznik vina v Podgorcih sovpada tudi z 29. obletnica slovenskega vinskega kozarca. Začetki bogate tradicije praznika vina so povezani z letnico 1976, ko so prve korake naredili v odboru za turizem pri takratnem TVD Partizan Podgorci. Zagnano delovanje, prežeto z dobre volje in trudom vseh članov, pa je pripeljalo do prve vinske pokušnje v letu 1977, ko je bilo v ocenitev sprejetih 15 vzorcev, oceno pa jih je dobilo le 6. Z organiziranimi pokušnjami vin so prizadevni organizatorji želeli vzpodbuditi vinogradnice in vinogradnike, kvalitetnejši predelavi grozdja, boljšemu kletarjenju, kulturi pitja vina in pa dvigu zavesti, da je vino hrana. Letos je bilo ocenjenih 60 vzorcev vin, ki so bili ocenjeni tako. En vzorec je prejel bronasto medaljo, 29 je bilo srebrnih in 31 zlatih medalj. Najpomembnejši učinek prizadevnega dela pa se je pokazal v velikem napredku vinogradništva in vinarstva v širšem področju. Na današnji slovesnosti se bomo ustavili torej pri dveh jubilejih, pri 43. prazniku vina v Podgorcih in 29. obletnici slovenskega vinskega kozarca, katerega zgodba se prav tako začela tukaj v Podgorcih, saj se je ideja o kozarcu, ki bi bil primeren za pitje vina in uživanje v vseh vidnih in čutnih atributih, porodila domačinov Frančeku Lahu. Zato so se v društvu odločili za izbor vinskega kozarca, ki bi združeval zahtevane komponente in v katerem bi postregli tako v gostinskih lokalih, vinotočih, domačih kleteh in doma. In to zgodbo, uspešno zgodbo slovenskega vinskega kozarca, ki je doma prav iz Podgorcev poznano. Preden se posvetimo slovesnosti podelitve priznanja 43. praznika vina v Podgorcih, pa k nagovoru vabim predsednico Turističnega društva Podgorci, gospod Natalijo Vojnot. Spoštovane vinogradnice in vinogradniki, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji svečanosti. 43 let smo se v Podgorcih podali na pot organizacije praznik vina. Ta praznik naj bi pomenil resnično praznovanje za naše vinogradnike, ki znajo biti tako ponosni na svoje vino. Za organizatorje pa pomeni ta praznik zadovoljstvo za uspešno zaključenje tradicionalnih prireditev. Po naši poti stopa veliko društev vinogradnikov, ki organizirajo lokalno ocenjevanje vin. Verjetno je to tudi vzrok, da je število vzorcev pri nas v zadnjih letih nekoliko manj. Samo zaradi naše trme in vztrajnosti nismo vrli puške v koruzo. Letos smo na ocenjevanje sprejeli 60 vzorcev. Ponosni smo, da smo v teh letih veliko pripomogli k razvoju vinarstva in kvalitete naših vin na našem in širšem območju. Vedno dajemo tudi poseben poudarek kulturi pitja vina in povezave med hrano in vinom. Tudi na tem področju so bili dobri rezultati, saj iz turističnega društva Podgorci izhaja slovenski vinski kozarec. Praznik vina je v našem društvu osrednja prireditev. Naše prireditve od vincenkovanja do martinovanja so pohodi, so usmerjene v promocijo kraja, vinske ceste in ponudnikov ob njej. Da vino pri tem igra pomembno vlogo, ni potrebno posebej poudarjati. Na Martinovih dneh v Ormožu, kljub temu, da je turistično društvo Podgorci bila podana ideja ocenjevanja mladega vina, katerega smo tudi vrsto let organizirali, nismo bili lani povabljeni, vsaj z vzorci, da bi sodelovali na ocenjevanju. V domačem kraju skrbimo za red in zdravo okolje, urejamo park v okolici spomenika narodno-osvobodilne borbe, okolico kapele v centru Podgorc. Za člane društva se organizira strokovna ekskurzija, ker združimo prijetno s koristnim. 3-krat letno organiziramo prireditve, ki so namenjene našim najmlajšim. Velikonočne delavnice, prihod velikonočnega zajčka in noč čarovnic. V mesecu maju organiziramo košnjo trave z navadnimi kosami. Ob tej priliki vas vabim jutri zjutraj ob 5. uri k cerkvi v Podgorce, saj bomo kosili prek po cerkvi.
Druži nas dobra volja, predvsem pa želja, da tradicija v društvu ne zamre. Zahvaljujem se vsem vinogradnikom, ki so letos sodelovali s svojimi vzorci vina, vsem članom turističnega društva, vsem sponzorjem in donatorjem in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k realizaciji našega praznika. Vsem želim prijetno počutje, vinogradnikom čestitam za dosežene rezultate in prijeta odličja z željo, da se drugo leto spet srečamo v Podgorci. Za konec pa še misel, v vinu je sonce, je zemlja in znoj, je radost in žalost, je mir in upoj. Zdaj pa, spoštovane gospe in gospodje, začenjamo s podelitvijo prve bere priznanj. Namreč 60 priznanj bomo podelili, vas vabim k aplavzom, tisti, ki pa prejmete priznanja, pa seveda, da čim prej pridete na oder, da teh 60 priznanj v čim krajšem času tudi podelimo. Poleg mene bo priznanje podeljevala predsednica Turističnega društva, gospa Natalija Volmut. Turistično društvo Podgorci podeljuje zlato diplomo Boštjanu Cajnku z Breznice 85B za rumeni muškat, letnik 2018 je dosegal 18,06 točke. Srebrno diplomo prejme Franc Cajnko z Breznice 85B za zvrst letnik 2018 z oceno 17,62 točke. Zlato diplomo prejme Janko Cimerman iz Šardinja 54A, velika nedelja za muškat Otonel, letnik 2018 z oceno 18,22 točke. Zlato diplomo prejme družina Horvat iz Zamošano 46 v občini Gorišnica za Sauvignon letnik 2018 z oceno 18,16 točke, ki pa prejme še eno zlato diplomo in sicer za muškat Otonel letnik 2018 z oceno 18,26 točke. Srebrno diplomo prejme Andrej Horvat iz Šalovcev 43 v občini Središče ob Dravi za zvrst letnik 2018 z oceno 17,74 točke. Srebrno diplomo ob letošnjem 43. prazniku vina v Podgorcih prejme Stanislav Horvat, Podgorci 59 za žametno črnino letnik 2018 z oceno 17,54 točke. Srebrno diplomo prejme tudi Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14 za modro frankinjo letnik 2018 z oceno 17,76 točke. Turistično društvo Podgorci podeljuje tudi srebrno diplomo Ivanu Kiriču, Vičenci 55, velika nedelja za vino Regent, letnik 2017, za ceno 17,70 točke in zlato diplomo za Laški Riesling, letnik 2018, za ceno 18,04 točke. Zlato diplomo prejme tudi Klet Kolarič, Stanovno 12, Ivankovci za Renski Riesling, letnik 2018, za oceno 18,04 točke. Zlato diplomo prejme tudi Klet Kolarič, Stanovno 20, za Chardonnay, letnik 2018, za ceno 18,18 točke. In zlato diplomo prejme Klet Kolarič za Sivi Pinot, letnik 2018, za ceno 18,22 točke. Turistično društvo Podgorci podeljuje srebrno diplomo Martinu Bolmanu iz Cvetkovcev 97 za Šipon letnik 2018 za ceno 17,54 točke. Srebrno diplomo prejme tudi Boris Kosi iz Prešetnicev 51 v občini Sveti Tomaž za zvrst letnik 2018 za ceno 17,30 točke. Zlato diplomo prejme tudi Robert Kosi, Vičerci 51A
za vino Sauvignon letnik 2018 za ceno 8,02 točke. Srebrno diplomo prejme Franc Kralj, Desnjak 3, občina Ljutomer, za Laški Riesling letnik 2018 za ceno 17,70 točke. Ne gre za noben lapsus, imamo dva Franca Kralja, ta je doma iz Lahnca v 66 v Vajkovcih. Laški Riesling letnik 2018 17,92 točke je prepričal komisijo za srebrno diplomo. V nadaljevanju bomo podelili zbir priznanj in sicer srebrno diplomo prejmeta Martin in Terezija Kukovec, Podgorci 12a, za zvrst letnik 2018 za ceno 17,60 točke. Zlato diplomo prejmeta Terezija in Martin Kukovec za Renski Riesling letnik 2018 za ceno 18,16 točke. Zlato diplomo prejmeta Terezija in Martin Kukovec za Rumeni Muškat letnik 2018 za ceno 18,18 točke. Zlato diplomo prejmeta Martin in Terezija Kukovec za Sauvignon letnik 2018 za ceno 18,24 točke. In zlato diplomo prejmeta Terezija in Martin Kukovec iz Podgorcev 12a za Laški Riesling letnik 2018 za ceno 18,38 točke. Vaša zlatna šansa. Turistično društvo Podgorci podeljuje srebrno diplomo Mariji in Frančišku Lahu iz Podgorcev 26 za zvrst letnik 2018 za ceno 17,66 točke. Srebrno diplomo na letošnjem prazniku vina v Podgorcih prejme tudi Tomaž Lah, Stantetova 10 iz Maribora za Šipon letnik 2018 za ceno 17,98 točke. Turistično društvo Podgorci podeljuje tudi zbir priznanj Marjanu Kolobrenko z Lešnice 2 za vino Šipon letnik 2018 za ceno 17,86 točke in zlato diplomo za Šipon letnik 2017 za ceno 18,08 točke. Turistično društvo Podgorci podeljuje bronasto diplomo Janko Meško iz Podgorcev 27a za zvrst letnik 2018 za ceno 16,74 točke. Srebrno diplomo prejme tudi Darko Pavšner iz Ritmerka 10 Podgorci za zvrst 2018 za ceno 17,42 točke. Zlato diplomo prejme tudi Milan Pernek, Repišče 16, Videm pri Ptuju za Kraminec letnik 2018 za ceno 18,10 točke. Turistično društvo Podgorci podeljuje zbir priznanj in sicer srebrno diplomo Vino Čurin Pravodnik Kok 14 za Chardonnay letnik 2018 za ceno 17,88 točke in zlato diplomo za Renski Riesling letnik 2018 za ceno 18,28 točke. Prav tako zbir priznanj bomo podelili v nadaljevanju, ki jih prejmeta Marija in Zdravko Pšunder, Podgorci 127, prvo diplomo za zvrst letnik 2018, ki je srebrne narave za ceno 17,56 točke, pa zlato diplomo prejmeta Marija in Zdravko Pšunder za Rumeni Muškat letnik 2018 za ceno 18,30 točke in zlato diplomo za penino zvrst letnik 2017 za ceno 18,32 točke. To je trenutek, ki ga odro čaka, dajte mu aplauz.
za Laški Riesling, letnik 2018, za ceno 17,84 točke. Po diplomo prihaja moja učiteljica matematike. Turistično društvo Podgorci podeljuje zlato diplomo Stanislavu Rakoši, Cvetkovcev 103A, za vino Muškar Odune, letnik 2018, za ceno 18,26 točke. V nadaljevanju bomo podelili zbir priznanj, in sicer srebrno diplomo, ki prejme Slavko Petek z Hrdeka 16 Ormož za vino Šipon, letnik 2018, za ceno 17,56 točke, in zlato diplomo za Chardonnay, letnik 2018, za ceno 18,02 točke. Prav tako zbir priznanj bomo podelili Francu Šeku, Kajžar 36, Miklavž pri Ormožu, za Šipon, letnik 2018, za ceno 17,46 točke, in zlato diplomo za Kraminec, letnik 2017, za ceno 18,34 točke. Turistično društvo Podgorci podeljuje zlato diplomo Cirilo Tinko z Ptujske ceste 12 v Ormožu za Renski Riesling, letnik 2018, za ceno 18,02 točke. Zbir priznanj podeljujemo najprej srebrno diplomo Matjaža Tropa z Lešnice 5 za Rdečo skrst, letnik 2018, za ceno 17,24 točke, in zlato diplomo za Laški Riesling, letnik 2018, za ceno 18,12 točke. Priznanje je Matjaža Mladeno sprejela gospa Malma. Ja, veste, danes v današnjem času, ko je vse možno, vse mogoče, hitro pride tudi do spremembe spola, in lahko bi bilo čisto enako, da bi gospod bil gospod. Turistično društvo Podgorci podeljuje srebrno diplomo Alojzu Vesenja iz Placerovcev 30 v občini Gorišnica za Savignon, letnik 2018, ki je prijel 17,90 točke. Srebrno diplomo prejme tudi vinogradništvo Gorjak iz Stanuna 47 pri Vankovcih za svrst letnik 2018. Število točk 17,42. Turistično društvo Podgorci pa podeljuje tudi srebrno diplomo vinogradništvo Škrjanec, Spodnji Ključarovci 33, za zvrst letnik 2018 za ceno 17,56 točke, in za Sauvignon letnik 2018 za ceno 18,28 točke zlato diplomo. Zbir priznanj prejme tudi vinogradništvo Tomažič Leto na Cvetkovci 50. Najprej zlato diplomo za Sauvignon letnik 2018 za ceno 18,22 točke, in zlato diplomo za Penino Chardonnay letnik 2015 za oceno 18,48 točke. Zbir priznanj podeljujemo tudi vinogradništvu Vizjak Janušič z Vinskega vrha Miklavž pri Ormožu za Modro Frankinjo, letnik 2015 za ceno 17,20 točke, srebrno diplomo. Srebrno diplomo za Laški Riesling, letnik 2018 za ceno 17,54 točke. Zlato diplomo za Sivi Pinot, letnik 2018 za ceno 18,04 točke. Zlato diplomo za Rumeni Muškat, letnik 2018 za ceno 18,14 točke. In zlato diplomo za Sauvignon, letnik 2018 za ceno 18,16 točke. Zdaj pridete vdiha. In še eno zlato diplomo vinogradništvo Vizjak Janušič za Renski Riesling, letnik 2018 za ceno 18,22 točke. Nismo še počali.
In še eno zlato diplomo, ki jo prejme vinogradništvo Vizjak Janežič iz Vinskega vrha za Chardonnay letnik 2018 z oceno 18,36 točke. Srebrno diplomo prejme na 43. prazniku vina v Podgorcih Žiga Voljvod iz Podgorcev 12 za zvrst letnik 2018 za ceno 17,26 točke. Natalija je čisto slučajno predsednica in čisto slučajno mama Žige. Po strani, pa čisto po strani. Turistično društvo Podgorci prejme srebrno diplomo, podeljuje srebrno diplomo s Petri in Stanko Guzer iz Trijanca 28 za zvrst letnik 2018 za ceno 17,28 točke. In še slednje priznanje srebrno diplomo prejme Boštjan Zamoda iz Bratonečic 5 v občini Sveti Tomaž za zvrst letnik 2018 za ceno 17,78 točke. Hvala lepa za vaše aplauze, hvala tudi za upravljanje vročitev strani predsednice Turističnega društva Podgorci Natalije Voljvod. Zdaj bo glasbeni premor. Nastopila bosta brata Zamoda, običajno se odita, danes sta prišla pravočasno. Zaigrala bosta nekaj čisto novega, Gozdni valček v njuni posebni izvedbi.
ocenil upravljeno delo, ki ga je strokovna komisija, ki je sicer predsedoval Andrej Rebrnišek iz Ptuja, opravila delo 28. aprila. Gospod Franc Bezjak, imamo še kar nekaj dela za opraviti, za odločiti kar nekaj pomembnih priznanj, tudi najvišje priznanja, zato prosim, da svojo oceno skrajšate, kolikor se da. Hvala. Jaz mislim, glede na vse povedano in videno, ni treba dosti kaj dodati, vendar bi kljub temu v imenu ocenjevalne komisije najprej iskreno čestital organizatorjem. Kot ste slišali, kateri ne veste, je to že 43. ocenjevanje, kar je po mnenju nas večina, to je eno najstarejše ocenjevanje oziroma z najdaljšo dobo v Sloveniji od vseh društev, ki se ukvarjajo na tem področju z ocenjevanjem vina. In ne samo to, mislim, da je tudi to turistično društvo z svojim ocenjevanjem doseglo daleč odmevno, ne samo tu bliže, ampak pravzaprav v celotni Sloveniji. Marsikateri vinogradnik se prek tega ocenjevanja spoznal tako pri prijateljih kot pri kupcih, kar je za tistega, ki od tega živi najpomembnejše. Tako da želim organizacijskemu odboru in pa seveda turističnemu društvu Podgorci še naprej naj vztrajajo in naj dočakajo častitljivo stoletnico. Ne bodo vsi, ki so danes tukaj, ampak imajo naslednike, kot smo videli, že danes tu je polno mladih, tako da mislim, da bi bilo škoda, da bi to prekinili. Seveda pa ne smem mimo vinogradnikov, oziroma najprej moram seveda pozdraviti vse vas, ki ste tu v dvorani. Iskreno čestitam vsem vinogradnikom in vinarjem, ki so prinesli vzorce in kot ste lahko videli, praktično ni bilo vzorca, ki ne bi bil dobro ocenjen. Tako da, zdaj sam že sodelujem verjetno prek 30 let na tem ocenjevanju in se ne spomnim ali pa redko kdaj se je zgodilo, da bi vsa vina bila tako dobro ocenjena, še več. Niti en vzorec ni bil odklonjen. To se pravi, da z tega mesta mora res pohvaliti vinogradnike in vinarje, da so kljub temu, da smo v lanskem letu imeli neugodne vremenske razmere in pa seveda napad raznih bolezni, predvsem peronospore in pa tudi nekaj oidija, da so pridelali dobra vina, ne samo dobra, ampak odlična. Zdaj več imate tudi napisano v samem biltenu, tako da ne bi o tem, edino bi mogoče to tiste vinogradniki, ki se ne upajo, da naj se okorežijo, ker Podgorci so bile že številno veliko več vzorcev, kot je to pravzaprav je zdaj vse posod na vse ocenjevanje. To upada to število, ampak smo imeli že včasih preko 300 vzorcev, tako da mislim, da ni samo to, da dobiš nagrado, ampak tisti, ki začenjajo, pa ki še niso tako vešči pri samem delu, da le se potrudijo in da dajo na ocenjanje, da vidi, kako napreduje in kak je njegov pridelek. Tako da mislim, da je dobro, da se počasi spet število vzorcev povečuje. Je pa še nekaj, kar bi upozoril, mogoče smo malo tu premalo pozorni. Pogrešam ocenjevanja mladih vin, ker pri ocenjevanju mladih vin se da marsikaj še popraviti do tistega glavnega ocenjevanja, ki je aprila oziroma maja. Tako da tudi te delavnice mladih vin so zelo dobrodošle za vinogradnike in dejansko priporočam, da bi se čim več vinogradnikov tudi teh degustacij posluževali. Ker mi je že naš moderator opomnil, da ne sme biti predolg, še enkrat iskreno čestitam vsem vinogradnikom in vinarjem, posebej še tistim, ki so dobili tako visoka odličja. Naj jim služi to za dobro promocijo svoj vin. Vsem pa želim leto, ki se je slabo začelo, ne samo za vinogradnike, za vse pridelovalce teh naših dobrin. Upamo pa, da bo v nadaljevanju boljše in da bi
pridelali dobra in kakovostna vina. Hvala lepo in nazdravimo bom kasneje z dobrimi vini. Iskrena zahvala Francu Bezjaku, članu ocenjevalne komisije, za izrečene besede in spoštovanje dogovorjenega. Ker ste tako dobro opravili svojo nalogo, boste lahko zdaj stali na odru in tudi podeljevali sortne prvake. Namreč, spoštovane vinogradnice, spoštovani vinogradniki, v nadaljevanju bomo segli v roke najboljšim pridelovalcem posameznih sort in pa prvakom zvrsti. Prosim predsednice Turističnega društva Natalijo Volmut, da pristopi. Prosim tudi gospoda Franca Bezjaka, da stopite na sredino. Meni pa so rekli, ne malce imamo mikrofon, da lažje dostopajo vsi tisti, ki prejemajo priznanje na oder. Bo za televizijo to velik problem? Zdaj smo sprostili prostor za vstop na oder. Najprej kličemo na oder uspešnega vinogradnika Marjela Lovrenka z Lešnice, ki je predelal najboljši šipon z oznako letnik 2017 za ceno 18,08 točke. Prvak sorte Laški Rizling je postal Laški Rizling letnik 2018 Terezije in Martina Kukovec iz Podgorcev za ceno 18,38 točke. Najboljši Chardonnay za oznako letnik 2018 43. praznika vina v Podgorcih je Chardonnay vinogradništva Vizjak Janežič z Vinskega vrha za ceno 18,36 točke. Najboljši renski Riesling na letošnjem ocenjevanju je renski Riesling vino Čurin Prapotnik Skoga, letnik 2018 za ceno 18,28 točke. Najboljši Sauvignon letošnjega 43. praznika vina v Podgorcih je Sauvignon vinogradništva Škorjanec iz Spodnjih Ključarovcev, letnika 2018 za ceno 18,28 točke. Zanimivo je, da imamo kar dva najboljša muškat Otonela. Prvega je predelala družina Horvat iz Zamošanov, letnik 2018 za ceno 18,26 točke. Popolnoma enako ceno pa je dobil tudi muškat Otonel, letnik 2018 za ceno 18,26 točke, Stanislava Rakoše iz Cvetkovcev. Glede na to, da podeljujemo prvake sort in pa prvake zvrsti, pričakujem tanjše klauze. Najboljši rumeni muškat 43. praznika vina v Podgorcih sta predelala Marija in Zdravko Pšundel iz Podgorcev, letnik 2018 za ceno 18,30 točke. Ki so ga predelali pri Boštjanu Zamudi v Bratovnečicah iz vrst letnik 2018 za ceno 17,78 točke. Boštjan Zamuda je slučajno, pa čisto slučajno tudi nocojšnji kulturnik na naši prireditvi, ki skupaj z bratom skrbita za to, da pravočasno igrata Zamudu. Hvala lepo obema ocenjevalcema. Zdaj bomo slišali besede o vinski kapljici in vinski trti, ki jih bo v svoji recitaciji predstavil Boštjan Cajnko z Presnice. Slovenci, Slovenca vabo, če se ti bit ne gabi, le pridi v gorcu k nam, smo dobre volje tam.
Bomo eno zapeli, da bomo vsi veseli. Vsa žalost ne neha, ker vince je doma. Visoke so gorice in žlahtne so trtice, ki pri nas rastejo in vince dajejo. Vinograd obdelovati, Slovenec mora znati. Kdor dela prav ne bo, naj pije pa vodo. Tudi trte se solzijo, da vince nagrodijo. Naj tisti se poti, ki vince piti si želi. Po pameti ga pijmo, da pameti ne zgubimo. Kak grdo bi pač bilo, ne znati kak to bo. Kdor vince prav uživa, veselje srce driva. Če srce dobro ni, ga vince le skazi. Zdaj kupice nalijmo, na zdravje tvoje spimo. Ti si povabil nas, da nam je kratek čas. Zapoj še ti zdravico, za družbo veselico. Ko praznik bo vukal, boš pa za drugega dal. Slišali ste vinska napitnica recitatorja Boštjana Cajnka, ki doma z Brestnice. Spoštovane vinogradnice, spoštovani vinogradniki, približujemo se vrhuncu nocojšnjega večera, podelitve priznanj, nagrad 43. praznika Vino v Podgorcih. Preden se bo zgodilo, da v roke sežemo najboljšim vinogradnikom v krajevni skupnosti Podgorci, pa k besedi nagovora vabim predsednika krajevne skupnosti Podgorci, gospoda Martina Kukovca, ki je sicer skupaj ženo odličnega vinogradnika. Dober večer, še v mojem imenu Sveta krajevne skupnosti. Ja, iskrene čestitke vsem vinogradnikom, vsem vinogradnicam. Vsako leto podeljuje tudi krajevna skupnost našim podgorskim vinogradnikom, to je že mnogo let. Zakaj smo se to odločili? Vsako leto to ponovim, pa še bom letos. Zato, ker smo začeli z 15 vzorci, kot ste čuli, 6 ocenjenimi. Od tega je bilo problem, zakaj niso bili ostali ocenjeni, verjetno ni bilo povedano zato, ker je komisija bila že takrat dokaj stroga z predsednikom gospodom Matijom Kociprom, kateri je edini ocenjevalec, ki je vseh 43 let na ocenjevanju v naših Podgorcih, in so prepoznali, da je bila prisotna ali pa sama šmarnica. In seveda to vino bilo izločeno, zato ker se ocenjuje pač vino, ki ni samorodnica. Pol pa se je to nadaljevalo in pol se je širilo in je prišlo tako daleč, da so nekako naši vinogradniki v Podgorcih malo bolj vzljubili, ker so rekli, da prihajajo iz vse povsod, iz Hrvaške, imeli smo iz Avstrije in tako dalje vzorce, pa so nas, kako bi to rekel, prekosili, vsemi so bili bolj izobraženi, dalje z vsemi preparati, kot včasih rečemo, s kamijo in pa enološkimi stvarmi. In teba smo se odločili, pa da bomo tudi podeljevali kot krajevna skupnost še nekaj priznanja najboljšim ocenjenim vinom naših vinarjev iz Podgorec. In to podržujemo še vedno naprej, tako da vsako leto podelimo kot 3 pokale najboljšim ocenjenim vinom krajanov krajevne skupnosti Podgorce, kar je lepo. Nekaj cajta je bilo celo malo vinogradnikov, ki so pogumili, pa dali na ocenjevanje iz Podgorc, zdaj pa se je spet število začelo povečevati. Tudi dobra vina so, vse na vse zadnje Podgorci vemo, odkot izhaja beseda. Če se peljamo iz Ormoža proti Ptuju, pa pogledamo Podgorcem, vidimo kar lepih rib in to te lepih rib je res lepo zasajeni z goricami. Če se peljamo po Podgorskem, pa po Svetkovskem bregu, tako se reče, vidimo čudoviti Starjonski breg, ki je opet lepo posajen z goricami, zelo lepo obdelani in smo lepo veseli in tudi Podgorci ponosni, Podgorčani ponosni na naše lepo gorice in na našo zelo dobro kapljico. Vse na vse zodijo, nas čez Podgorce vodi tudi en del vinsko-turistične ceste, VTC 14, katero, če že drugi del vsaj vince kupovod naredimo po njej, pa se tudi zgodi, da se ide kakšen avtobus čez leto ali pa tudi kakšni drugi izletniki, se pridejo malo pogledajo naše lepe kraje, pa se kakšni kleti stopijo, pa probajo našo dobro vino. Vidi se, da vseeno smo s tem nekaj naredili, kot je že bilo rečeno, naši Podgorci na tej kvaliteti vina in še se bomo trudili dalje naprej, ker
Daljše se vedno nekaj boljše narediti. To je vedno bilo in vedno bo. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku krajevne skupnosti Podgorce, gospodu Martinu Pupovcu za besedo nagovora. Zdaj bo ostal tudi v vlogi podeljevalca, skupaj s predsednico turističnega društva bosta namreč v roke segla najboljšim podgorskim vinogradnicam in vinogradnikom v krajevni skupnosti Podgorce, seveda. Tretje mesto sta osvojila Marija in Zdravko Pšunder, Podgorce 127, s penino zvrst letnik 2017 z oceno 8,32 točke. Drugo mesto sta letos na 43. prazniku vina v Podgorci osvojila Terezija in Martin Ugovec z Laškim Rizlikom, letnik 2018, z oceno 8,38 točke. Gospod Terezija, da pridete. Zaslužili ste si. Pridi. Čisto slučajno se je pač zgodilo, da je Martin Kukovec sočasno prejemnik in sočasno podeljevalec, predsednik krajevne skupnosti in tudi vinogradniki ženi pomagajo v vinogradku. Verjamem, da je ta vročitev sila neobičajna, niste jo več bolj doma, to ste videli, sicer bi mož ženi dal ljubčeka, kar lahko zdaj naredi. Sezimo v roke tudi najboljšemu na letošnjemu 43. prazniku vina v Podgorci. Prvo mesto z oceno 8,48 točke je osvojila penina Chardonnay, letnik 2015, vinogradništva Tomažič Letonja iz Cvetkovcev 50. Verjetno imajo doma veliko dela, v ozadju se že pripravlja priložnostna pogostitev in seveda tudi degustacija vseh danes predstavljenih vin, ki so bila ocenjena na 43. prazniku vina. Hvala plačevalcema za opravljeno vročitev. Zdaj pa bomo, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vinogradnice in vinogradniki, k besedi povabili podžupanje občine Ormož, gospod Jermo Murka. Spoštovana predsednica turističnega društva, predsednik krajevne skupnosti Podgorce, spoštovani vinogradniki, ocenjevalci in pa vsi ljubitelji dobrega vina. Prisrčen pozdrav v imenu občine Ormož, tudi v imenu župana, gospoda Danijela Vrhnjaka, ki je danes odsoten. Naravna danost v občini Ormož je taka, da omogoča razvoj vinogradništva. Žal, zadnja leta ravno niso najbolj naklonjena vinogradnikom, vinarjem. Tukaj imam v misli na eni strani neugodne vremenske razmere, potem pa tudi neugodne razmere na trgu, ki vas morda še bolj pestijo. Ampak glede na slišano, glede na znano, glede na videno, si upam trditi, da ste danes tukaj tisti, ki ste te ovire prebrodili oziroma jih uspešno rešujete in pa iščete nove poti, nove izzive, tudi s takšnim sodelovanjem na ocenjevanju vin, kot je tukaj v Podgorci. Kvaliteta je tista, ki vam pri tem zagotovo pomaga. Občina Ormož si je in se še vedno prizadeva, da bi omogočala spodbudno okolje. Tudi takšno za razvoj ocenjevanja, za razvoj društev, ki se s tem ukvarjajo in si seveda želimo, da tudi turistično društvo Podgorce s takšnim ocenjevanjem vin nadaljuje.
Dokazali ste, slišali smo že danes, kaj vse počnete. Kaj vse je tisto, s čimer se ukvarjate. Ne samo na področju vinogradništva, tudi ostale stvari ne zanemarjate. Hvala v imenu občine Ormož in pa danes sem pogledala malo vašo spletno stran in je tam zapisano, da se ponašate z dobrimi ljudmi, z vinogradi na vaših gričih in pa, kar je še pomembno, z prijaznimi in poslužnimi ljudmi. Iskrene čestitke vsem tistim, ki ste danes že prijeli priznanja, nagrade. Naj vam bo to ne samo zahvala za tisto, kar ste naredili, kar delate zase, za svojo družino, za vaše potomce, kar delate za svoj kraj, kar delate za občino. Naj bo to tudi motivacija za naprej, posebej v tistih trenutkih, ko vam bo večkrat poleti vroče vinogradov. Jaz zase moram reči, da ravno nisem kakšna poznavalka vin, pa tako kot je danes že napovedovalec rekel, uporabil besedo slučajno, tudi jaz sem čisto slučajno že v vaših krajih pila dober kozarček vina in vem, da ga veste pridelati in pa tudi zanj poskrbeti. Ne samo tukaj, ampak na širšem področju. Občina Ormož si prizadeva, da bi po drugi strani iskala poti, kjer vam lahko doprinese, pride nasproti. Med drugim je tudi ena priložnost za vaše povezovanje, za vaše druženje s vključitvijo in pa z pridobitvijo znamke kakovosti Jeruzalem, ki bo zagotovo marsikomu omogočala boljši prevod na trg. Hvala za povabilo in pa naj bo ta nagrada, to priznanje, ki ga dobivate leto za leto, tudi motivacija, kot sem rekla, za naprej, pa ne samo tukaj. Prej sem slišala, da niste bili povabljeni na ocenjevanje mladih vin v Ormož ob lanskem marketovanju. Nekako ni dobro dati obljub, ampak vseeno obljubila, da pa se letos to ne bo zgodilo. Tako da prisrčno vabljeni tudi na ostale ocenjevanja. In resnično zahvala za vaše delo in za vaš trud. Hvala. Slišali ste besede nagovora podžupanje občine Ormož, ki je v svojih besedah izrazila zahvalo, prizadevnost in spoštovanje do vas, vinogradnic in vinogradnikov. Verjamem, da boste s takimi besedami znali svoje delo še bolj ceniti in mu seveda dati tudi veljavo takrat, ko je treba vino obračunati in narediti končni obračun. Gospod podžupanje pa bomo zdaj povabili, da prisostuje tudi vročitvi dveh najvišjih priznanj letošnjega 43. praznika vina v Podgorcih, najprej male in potem velike amfore. Malo amfor prejme najvišje cenjeno vino rednega letnika trga. Gre za letnik 2018, ki je na ocenjevanju prejelo najvišjo ceno 7-članske strokovne komisije. Ocenjevanje v Podgorcih velja za eno izmed najzahtevnejših, najstrožjih v Sloveniji. Je tudi uradno najstarejše slovensko ocenjevanje. Zato bomo malo amfor prvako letnika rednih trgatov vročili izjemnima človekoma, zakoncema Tereziji in Martinu Kukovec iz Podgorcev 12a za Laški Riesling letnik 2018 za ceno 18,38 točke. Iskrena čestitka, gospod Martin Kukovec. Delite to amforo skupaj že. Špara sem pa tihem, se bo pa korak. Sicer smo
prišla oba, ampak ker gospa Terezi kar težko hodi, naj to televizijski gledalci, ki bodo spremljali današnjo prireditev v kasnejšnjem prenosu, to tudi vedo. Nista prišla na oder zato skupaj, ker bi bila skregana, ampak zato, ker smo Terezi govorili noge. En aplavz, to še zdaj. Zdaj je nastopil veliki finale, spoštovane vinogradnice, spoštovane vinogradniki, ko razglašujemo tudi najboljše, najvišje ocenjeno vino šampion praznika v Podgorcih z oznako 2019, ki prejme veliko amfor. Gre za najvišje ocenjeno vino, ne samo tekočega, ampak tudi prejšnjih letnikov, in to je Penina Chardonnay, letnik 2015, vinogradništva Tomažič Letonja iz Cvetkovcev 50, ki so prejeli oceno 18,48 točke od 20. Družina Tomažič Letonja ima veliko dela, zato jim seveda izostanek prepričamo. Hvala lepa gospe Vojčepanje za upravljanje vročitev, hvala lepa gospe Natalji Volmo za upravljanje vročitve danes. In preden se preselimo k živahnejšemu, poglobljenemu delu, kjer bomo družno ocenjevali in seveda tudi poukušali vzorce vin, ki so bila ocenjena na 43. prazniku vina v Podgorcih, prisluhnimo še bratoma, ki imata stalni priimek Zamudov. Zaigrala bosta skladbo, ki jo boste slišali prvič, z naslovom Pri vinski kapljici. Spoštovane in spoštovani, uradni del slovesnosti 43. praznika vina v Podgorcih je tako zaključen. Zdaj bomo v roke segli najboljšim vinogradnicam in vinogradnikom, poskusili njihove vinske vzorce, ki so bili podani v ocenjevanje in seveda ob njih uživali. Prijazno vas vabim k sproščenemu klepetu in prijetnemu druženju. Hvala vam, da ste se priložne
priložnostne podelitve udeležili. Želim vam veliko uspeha pri svojem vinogradniškem poslanstvu v prihodnje in da bi se velikokrat na tako prijaznih mestih v prijetni družbi tudi srečevali. Hvala in